To je oddaja na Coinu, portala Decrypt in z vami sva David, in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. zelo po domače. Če ti v družbi nerodno vprašati o kakšni stvari, Vprašaj najo in posnela bova odgovor. vprašanje pošlji na info@decrypt.com. Oziroma info@dakript.com. Danes bova govorila o značilnostih zlata, fiat valute in bitcoina. Predstavila bova dve storitvi, kjer lahko kupite bitcoin, ne bova pa niti pozabila na poslušalko Jasno. Spet je jasno. Tukaj se pogovarjava o Bitcoinu in fajn je vedeti, zakaj se s tem sploh bavimo oziroma raziskujemo, če že imamo fiat valute, evre, dolarje in če že imamo 5000 let staro valuto zlato, ki smo ga opustili. A je Bitcoin res digitalno zlato? Zato bomo šla malo čez lastnosti Bitcoina, da vidva, kako se primerja z zlatom in fiatom. Kako je z omejenostjo, redkostjo enot v obtoku? Če pogledamo najprej zlato, zlato je relativno omejeno. Se pravi, verjetno ga je neskončno mnogo, ampak mi ga uspemo skopati omejeno število, količino letno. Več kot damo energije v to, več se ga nakople. To je pogojeno s ceno, letno pa to pomeni tam približno 1,5% nove količine glede na celotno količino. Pri fiatu, se pravi pri evru, dolarju, je količina neomejena, če tega še niste vedeli. Kdor ima gumb za to, da poveča količino, bo to naredil za koristi svoje ali pa svojih bližnjih, za državo. Se pravi, tukaj ni nobene kontrole. In imamo pa Bitcoin. Bitcoin je pa absolutno omejen in sicer na 21 milijonov. Da bi se ga povečali, bi mogli pa mi vsi se s tem strinjati. Sprav, ta omejenost pa pomeni višjo vrednost, ne? Lahko, seveda, če mi uporabljamo Bitcoin kot tak, kot omrežje, kot tehnologijo, ja. No in redkost je res pomembna zadeva za človeka, za nas v našem življenju. Ne? Vedno imamo več želja, več potreb, ki želimo, da je bile izpolnjene, pa vedno imamo samo neko omejeno količino resursov. Ne nazadnje časa. Ne? Naš čas je absolutno omejen. Ne? In tudi samega kapitala, če želimo nekaj narediti, imamo omejeno. In vedno moramo tehtati med tem, kakšne koristi nam prinaša, ko te resurse porabljamo, naprimer zdaj, ali pa če jih hranimo in jih želimo uporabiti v prihodnosti, ker mislimo, da bomo lahko naredili nekaj boljšega, zgradili nekaj boljšega, se pravi, imeli več od tega. Tako da redkost je izjemno pomembna v našem življenju. Kaj pa deljivost? Deljivost, fiat je dokaj dobro deljiv, tako da tukaj nimamo kakšnih negativnih. En evro ima 100 centov in ustreza, dajva reči, trenutnim potrebam, ki jih imamo. Ne? Kaj ima pa zlato? A opilke? Zlato ima pa opilke, ja, dobro si tole pogruntil. Ja, pri zlatu je kar problem. Sploh nizke vrednosti, kako boš plačal zlatom, to je glavno, da ne bom rekel glavno, ampak velik problem zlata. In Bitcoin? Bitcoin je pa deljiv na 100 milijonov satošijev. Torej najbolj deljiv izmed teh treh. Tako, glede na trenutno vrednost, če rečemo tako. Ne? A deljivost vpliva na prenosljivost? Ne nujno. Verjetno za manjše enote, za večje pa ne. Ja. Se pravi, pri prenosljivosti fiat načeloma ni problematičen za ga prenašati okrog sveta, tudi relativno hiter ga lahko preneseš. Ima pa malo problema, ker razne kontrole, regulacije in cenzure, da ga preneseš na drug konc sveta, se pravi, če neka država omejuje te stvari, potem lahko pride do problemov. Zlato ima največji problem tukaj in sicer na drug konc sveta ga boš težko prenesel, 4 palce zlata, zelo težko neseš na drug konc sveta, ker te bojo na prvem letališču ustavili. Bitcoin je pa perfekten pri teh. Super prenosljiv. Tako, super, vidiš, nova kategorija, super prenosljiv. Tako, veš, Pogačar pa Roglica vedno super happy.
Bitcoin je pa super prenosljiv. To, bravo. Kako je pa z odpornostjo na cenzuro? Bitcoin je tukaj zmagovalec. Se pravi, Bitcoin lahko pošlješ komorkoli, kamorkoli, kadarkoli in noben te ne more pri tem ustaviti, če držiš Bitcoin v svoji denarnici. Pa imaš pa tukaj fiat. Fiat vse lepo dela, dokler nisi prišel na nek seznam, kjer te lahko ustavljajo. In to ne pomeni samo v nekih banana državah, ampak se dogaja tudi že v razvitih državah, Kanada, če se mogoče kdo spomne, tovornjakarjev, trakarjev, ki so imeli ene take incidente, ki so jim blokirali bančne račune, zaradi tega, ker so bili protesti, in niso bili povšeč vladi in se je dogajalo to, kar se je dogajalo, podobno se je dogajalo tudi v nekaterim v ZDA, v UK-ju. Tako da ni to nekaj, kar se dogaja v tretjih državah, ampak tudi v tistih državah, kjer mi mislimo, da je vse v redu. Ja, in zlato je pa sicer v osnovi nima teh problemov, ampak zaradi same kontrole ti ga lahko zasežejo pri prenosu. No, tukaj smo pa že pri preverljivosti. A lahko zlato preveriš, če je res čisto? Lahko, ampak je to zelo drag postopek in si ga mi, posamezniki, težko privoščimo. Fiat bankovce preverimo. Fiat bankovce jih super lahko preverijo, preverijo jih lahko v trgovini z tistim skenerjem. Kovance je pomembno, ne? Ja. Teža, verjetno, velikost. Ja. Kaj pa Bitcoin? Ampak tukaj pri sami preverljivosti mislim, da je tudi bistvo to, ali lahko rečemo, koga je v omrežju, se pravi, koliko ga je v obtoku pri preverljivosti. In pri Fiatu ga v bistvu ne moreš ti preveriti. Ko tu ne veš, kaj tvoj denar je, kaj ti pošlješ recimo iz tvojega bančnega računa na nek drug račun, ti ne veš, kaj je v tistem trenutku. Hočeš reči, če gremo vsi naenkrat na banko po svoj denar? Ja, pa gremo vsi tja, pa nas ne bojo spustili več ven, ker bojo zaprli, da bi še kdo drug prišel, ker bi drugače pač banke bile brez denarja. Okay. Kaj pa? A smo rekla že vse? Ne, Bitcoin ima pol nekaj super lastnosti in verjetno... In preverljivost je ena izmed teh tudi, ne? V vsakem trenutku lahko preveriš, koliko Bitcoina je v omrežju, ne? Noben ne more tega potvoriti. Seveda, če sam dostopaš do teh podatkov. Kaj pa odpornost oziroma vzdržljivost na dolgo časovno obdobje? Zlato je to dokazal skozi tisočletja, tako da tukaj je zlato zmagovalec. Je zlato super, kako sva rekla? Zdržljiv. Super zdržljiv. Ima super zgodovino. No. Pa imamo pa tukaj Fiat. Fiat pa nastaja bolj ali manj z državami, z vladami, se pravi, te cikli so nekje v teh, ki so glavne v vseh teh ciklih, tam nekje na 100 let približno. Tem, ko seveda v določenih državah se pa to dogaja bistveno hitreje, ne? 5 let, 10 let, 20 let, tako naprej. Medtem ko Bitcoin, zdaj na dolgi rok, ali pa težko rečemo, ampak v teh 15 letih je dokazal, da je odporen, da je vzdržljiv, napadajo ga vsak dan, hekajo ga vsak dan, želijo priti do njega, ga uničiti ali pa da pride do kovancev. Ampak do zdaj jim tega še ni uspel in lahko rečemo, da Bitcoin je omrežje, ki je v tem trenutku najbolj varno. Če povzameva, razen dolgoletne zgodovine, ima Bitcoin vse kljukce. Mogoče malo gledamo z takimi pristranskimi očmi in verjamemo v to. Mogoče bi imela koga, ki bi marsikaj imel zapovedati temu, kar sem mi do zdaj rekla. Ampak vsak posameznik lahko malo razmisli o tem in pride do zaključkov, ki jih bo pač sam naredil. Ampak ja, za prihodnost jaz mislim, da je Bitcoin tist, ki bo izšel zmagovalec. Spet imamo novega sponzorja. Ne, res? Mava. Bitcoin knjižnica najnim poslušalcem podarja 20% popusta na posamezno knjigo. Pojdi na www.bitcoinknjižnica.si in nesi kodo na coinu.
eno po eno. Saj veste, knjiga na knjigo, palača. Kakšna palača, no. Je polna knjig, kakšna pa. A imamo še kakšno vprašanje poslušalcev? Ja, poglejva, poslušalka Nada je dala vprašanje, in sicer odkje številka 21 milijonov? A ti veš? Ja, nekaj je Satoshi kombiniral, neke kaj minute pa nagrade. Sekunde, pa ure, pa to. Ne vem. Mislim, da ni nikjer eksplicitno napisano, zakaj je ta številka 21 milijonov, ampak je bila to posledica dveh odločitev, ki jih je sprejel, in sicer to, da bojo bloki predvideno rudarjenje na 10 minut in da je prva nagrada, ki jo prejmejo rudarji, 50 bitcoinov. In to, če se poigramo z matematiko in formulam, ki so predvidene za rudarjenje, pridemo do teh 21 milijonov. Ampak imamo pa tudi drugo možnost. Ne? 21 številka je številka, ki prinaša udobje, pozitivno energijo in blagostanje. Tako da mogoče pa zaradi tega se odloči za 21. Kaj je to, kakšna poganska vera? Numerologija se mi zdi, da bi to znala biti. Ja. Internet vse ve. Kaj imamo še? Smo povedali opisali še dve platformi spletni, kjer se to enostavno naredi, drugič pa naprej. Prva je hodl.com. Prav, tako kot sem rekel, hodl.com. In to je platforma, ki se obnaša kot varuška med prodajalcem in kupcem. Se pravi, to ni menjalnica, kamor nakažemo evre in nam oni dajo bitcoine, ampak je to stran, kjer objavimo svojo namero. Rad bi kupil za 1000 evrov bitcoina. Ali pa rad bi prodal 0,01 bitcoina. In potem postavimo ceno za nakup ali prodajo in čakamo, da bo nekdo zadovoljen. Ja, da bo nekdo sprejel našo ponudbo, da bo zadovoljen z našo ceno. In ko se ta kupec javi, z njim opravimo transakcijo. Ponavadi se najprej izmenja, oziroma vedno se najprej izmenja fiat. Ali druga oblika, ne, ni nujno fiat. Lahko je druga oblika. Lahko so stablecoini. Stablecoin, na primer, je lahko. Prav, res je. No, se pravi, najprej se kupnino nakaže neposredno kupcu. Recimo, ful dobro je iz instant SEPA računa na instant SEPA račun nakazati evre, ker se prenese to v trenutku. Prodajalec bitcoina mora pa bitcoin nakazati platformi hodl, ona pa skrbi, da ne more priti do prevare. Ko prodajalec bitcoina potrdi, da je prejel naše plačilo recimo v evrih, šele takrat platforma sprosti bitcoin nam. Če pa se bi mi hoteli zlagati, ne pa rečemo, jaz sem mu plačal 1000 evrov, prodajalec pa reče, jaz jih pa nisem dobil, bo platforma dala bitcoin lepo nazaj prodajalcu in ne nam, se pravi, ne bomo mogli prevarati prodajalca bitcoina. In na drugi strani, če prodajalec bitcoin reče, jaz pa nisem prejel fiata, ti pa rečeš, da si ga poslal, bo pa prodajalec ostal brez bitcoina. Ne? Se pravi, platforma sam skrbi, da smo pošteni. To je vse. V angleščini boste zasledili izraz escrow service. Kako bi to prevedeli? To je kot nadzorniški, skrbniški storitev, nadzorniško-skrbniška storitev neki. No, sliši se komplicirano, je pa zelo enostavno. Priporočam, da se logirate znova z nekim neidentificiranim mailom in jo preizkuste. Za več vprašanj pišite wallets@decrypt.com. Druga storitev, ko jo pogledamo, je pa pocketbitcoin.com. Ja, Kaj to je najprej mobilna aplikacija, namestimo si jo na telefon, mislim, da dela na Androidu in na iOS-u. Gor ustvarimo lastniško Bitcoin denarnico na način, da nam app poda 12 varnostnih besed, te varnost hranimo, tako kot smo že obdelovali. Na to pa moramo ustvariti račun na tej aplikaciji z mailom, tako kot smo navajeni ustvarjati nek račun. In ko ustvarimo račun na aplikaciji, to je osebni račun, ne bančni račun, pa ne račun za Bitcoin, ampak račun na aplikaciji. Uporabniški račun. Uporabniški račun, hvala, dajte. In dobimo IBAN in sklic, kamor nakažemo evre. Kadarkoli nakažemo iz kateregakoli bančnega računa evre na ta Pocketov račun in upišemo referenco, ki nam jo Pocket da, ki je vedno enaka,
bo Pocket za nas kupil Bitcoin in ga zvečer okrog 22, se pravi ob 10 zvečer po našem času, po evropskem času, nakazal na našo denarnico. Kar je super je to, da aplikacijo lahko seznanimo z našo strojno denarnico, najbolj enostavno je to z Bitboxom ali celo v Bitbox appu in nam Bitcoin prileti neposredno na hladno strojno denarnico. Se pravi, Bitcoin nikoli ne prileti na mobilno denarnico, ki je manj varna in to je super opcija. Hej, kam pa ti bo spravil svoj Bitcoin? Ja, porka Madonna, mandeja na strojno denarnico. Če še nimaš, ima zate Bitcoin shop. Se veš, skodo na Coinu dobiš 5% popusta na vse denarnice in oblačila. www.bitcoin-shop.si. Če ti je všeč, kar počneva in bi nama namenil za kakšno žemljo, kavo ali pa klobaso, na spletni strani je QR koda, kaj poskaniraš in nama pošleš neki satošijev. Ali pa to narediš preko aplikacije Fountain. Kaj bo po naslednji epizodi? Predstavljava še 2 novi možnosti nakupa Bitcoina in odgovorila 11-letni Jasni, zakaj z 12 besedami ne more uganiti denarnice z 1 milijonom.